potem pa res ostane samo še ena stvar. Svetovni rekord! Tako je, drage gledalke in gledalci. Danes bo s kolegico Alenko poskusila postaviti nov svetovni rekord v najkrajši pogovorni oddaji. Najina gostja bo pisateljica, igralka, dramatičarka in scenaristka Desa Muck. Smo pripravljeni, pa začnimo! Živjo, Desa! Adio! Upisali smo Janezovo knjigo rekordov, bravo! To je še ena plaketa v seriji tvojih plaketov. Najkrajša oddaja. Hvala, Desa. Na svetu, hvala. Ok, pol grem zdaj. Čakaj. Ja, ali pa vstan, ja. Mogoče še par vprašanj, kaj si glih tle, ne? Ok, no. Zelo sem vesela, Desa, da si prišla v našo oddajo. Zdaj, ob tvojih knjigah so odraščale generacije. Serija Blazno... Mogoče pol generacije. No, ampak, veš, kaj me zanima, kako bi pa to 31 let nazaj si začela serijo Blazno resno? Kako bi izgledale te knjige danes, če bi jih pisala? Ja, precej drugače. Sicer ene stvari bi seveda ostale. Blazno resno o bontonu, kako bi to danes pisala? O čem? Verjetno bi v tej komunikaciji na internetu pisala, pa sovražni govor, to bi obravnavala. Kaj se je spremenila? To bi se pa zelo spremenili, ker takrat ni bilo telefončkov, pa to, ker mi smo tam enot, ker smo si še listke dajali pod klopijo, pa te stvari. Zdaj pa to se drugače. Recimo, jaz imam eno prijateljico, ki je delala selfije, in pol je to dala v Photoshop in je to, se predstavljala te zazmenke strani pa Tinder, pa ne vem kaj. In pol je pa dobila zmenk, pa si ni upala jeti, da bi videli, kakšna je. In to je bilo že 20 let nazaj, ona si ne upa s hiše. Sem ti selfije, pa... Pa je tudi ta gre mogoče tudi z Blazno resno popolni, da je tudi malo drugače. Blazno resno snavni, kaj pa s tem? Ja, no to bi se pa, to zdaj tudi film, pa to ni, to bi se morala osredotočiti pa na resničnostne šove. To bi se morala, imam tudi veliko predlogov za resničnostne šove. Naprimer? Ja, ne vem, kaj se vem. Recimo, ne vem, zdaj se me pa najdu, ne morem si kar takoj nekaj izmisliti. Ne moreš ko sprašvati. Recimo, kmetija na skretu ali pa kaj kazga, ne vem. Kaj pa Blazno resno o elektriki, ali pa podnebnih spremembah? Blazno resno o elektriki. Vi ste me Blazno resno zadeti vprašali. Blazno resno zadeti? Ja, to pa tudi zelo drugače, ker zdaj je nastopila ta odvisnost od interneta, telefona in tako naprej, pa ful je teh novih drog. LCHF, MMA. Kako pa ti to veš? Ja, no. LCHF je low carbon high fat, a ni? Aha, okej. Zamenim, kako ti to ne veš, jaz sem od tega odvisna. Ja, znam. Tvoja najnovejša knjiga se pa imenuje Blazno resno o HPV. Kaj te je prepričal, da si se pa lotila te tematike? Ja, to me pa prepričala velika skupina strokovnjakov, ki bi radi malo dvignili to precepljenost proti humanem papiloma virusu, ki je zelo nadležna bolezen in sicer se pojavi takoj, čim začnemo s spolnimi odnosi, zato ga jaz nisem nikoli imela. In je tudi, ker se pa danes začne zelo malo in zato treba biti cepljen prej, preden začneš, ker v bistvu ne gre samo za spolne odnose, že dotik je zadosta, bolj intimen in tako. In kot vemo, povzroča ta humani papiloma virus silno neprijetne predrakave spremembe pri moških in pri ženskah. Ti, Tilen, vem, da si imel raka materničnega vrtu. Jaz sem hipohondar in sem imel vse bolezni tega sveta. Vse sem že prebolel. Ja, tudi vem, no. Ja, no, zoprna stvar in meni se zdelo, da je prav, da to malo starše obvestimo, da malo razmislijo, ne, da zdaj pa morate, ker to je meni zoprn, morate, ampak preberite si čisto vse informacije z tega področja in razmislite in pomagajte svojemu otroku, ker to možnost imate. Vsak se naj pa odloči sam. Tako. Desa, a si še vedno najbolj izposojena avtorica v knjižnicah?
Meni se zdi, me je ena prehitela. A ja. Zihar, Prvič v 20 letih mene prehitela, samo ona napiše 6 knjig na teden. Jaz ne morem. Jaz napišem eno čez vikend, ne morem jih pa 6. Ne bomiš, da ti povedala, kaj ni šans. Moram kaj pa izgovati. tvoje knjige, kje so največji hit? Bi rekla, da je še kar ta blazno resno o seksu še vedno najbolj aktualna. Ja. Ja. Blazno resno hekto. Aha, Pa pomaga to staršem, recimo, da se jim ni treba pogovarjati s svojimi otroci. Ja, je tudi teh tako stvareh. napisano, da starši razumejo. Super, ful dobro, to me ful pomaga. A so se kdaj zdele te knjige staršem tudi preresne? Ne, mi je pa veliko staršev rekel, da se jim zdi super, ker so tudi seveda zabavne, da se jim zdi super, da lahko z otroci to skupaj berejo, pa se skupaj tudi režijo, pa da jim je lažje se pol o tem pogovarjati. No, Ampak to se nisem hecala, ko vse drug sem se. Ja. Ampak ne smemo pa mimo tvoje nagrade. Letos si dobila Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Zdaj, kaj ti pomeni ta nagrada? Ti pomeni neko spodbudo za nadaljne ustvarjanje ali ti pomeni neko sporočilo, da lahko počasi greš v zaslužen pokoj? Več kot zaslužen pokoj, no. Jaz predvsem mislim, da nekdo na kliničnem centru izdaja informacije o mojem zdravju. Res? Mislim, da gre za to. Drugega ne bi vedela, res. A kaj meni pomeni? Ne, pa dobro zgledaš. To je že una maska za utrugo, a veš. Že vadimo. Desa, najlepše hvala za obisk v studiu. Veliko smeha še naprej ti želiva, predvsem pa še veliko zdravja. Kaj? Ja. Veš, ti si pa zelo nasramen. Ti si mrkovc, ne boš meni od zdravja govoril. Dobro veš, kaj imam. In sivo mreno, in evo kolen imam potovčen, zdaj mi bojo kolen zamenjali in živim v strahu, a me bo ta kolen sprejel ali ne. A mu bom všeč ali ne in ti boš zdaj mene zdravljen zafrkal, prost, mislim, to je pa višek. A ta star kolen boš prodala? Koliko daš?